Gre pa za približno 900 kvadratnih metrov novih površin, ki bojo pa namenjene ordinacijam tako za odrasle kot tudi za otroke. Na Spodnjem Lancovem se nadaljuje gradnja komunalne infrastrukture, ki bo priključena na že obstoječo čistilno napravo. Ja, res je, tukaj gre pa za en projekt, ki je vreden kar 2 milijona 700 tisoč evrov, polovico bomo mi financirali, polovico z nepovratnimi sredstvi, gre pa za priključke za 300 ljudi in tukaj bomo uporabili že obstoječo čistilno napravo v Radovljici in smo pač veseli, da smo dobili takšna nepovratna sredstva. Že leta 2006 so se začeli pogovori za gradnjo novega trgovskega centra pred vstopom v Radovljico in sedaj naj bi se zgradil tudi vhod, kjer naj bi bil v kratkem končan ta trgovski center. Ja, res je, do konca meseca aprila mora biti ta vhod na 2 trgovska centra, torej Špar in ta novi trgovski center narejen, kajti novi trgovski center se bo odprl v začetku maja. Seveda mi pa moramo poskrbeti, da bo ta dostop prijaznejši, bolj tekoč, ker je izredna velika frekvenca že zdaj zaradi enega trgovskega centra, zdaj pa prihaja še en, tako da vzporedno občina Radovljica gradi ta vhod iz Kranjske ceste na Gradnikovo ulico. V občini Radovljice je bilo v zadnjih letih vloženih kar precej sredstev tudi v energetsko sanacijo, obnovo vrtcev in pa šol, ostaja vam še šola v Lipnici. Ja, tudi tukaj moram povedati, da je to zadnja osnovna šola, zdaj od teh velikih, ki jih smo že sanirali. Tukaj gre za projekt 1 milijon 800 tisoč evrov, 400 tisoč evrov smo dobili nepovratnih sredstev. Trenutno smo v zaključni fazi izbora izvajalca, tako da bo kompletno energetsko sanirana stavbno pohištvo, tudi sanirana telovadnica in pa prizidek za kotlovnico na lesno biomaso in to bo res en velik prispevek tudi še k izobraževanju. V naslednjem letu naj bi bila proga proti Jesenicam zaprta pol leta in kaj vse bo zgrajenega na tem koncu? Ja, tukaj smo v zaključni fazi podpisa dogovora z direkcijo in pa železnicami, torej proga bo res zaprta od Kranja do Jesenic in seveda mi imamo kar velik delež občine Radovljica. Od Podnarta do Lesc bo veliko ukrepov, pa bom samo naštel veliko ukrepe v Podnartu že za bodočo čistilno napravo, podhod pod železnico, potem sama revitalizacija postajališča v Podnartu, potem nov nadvoz v Radovljici nad železniško postajo in nov peron. Potem imamo še povezavo na že obstoječem podhodu, ko gre v Lipniško dolino, tam pride kolesarska steza in pa pešpot in pa v samih Lescah potem tudi podhod pod peronom, ki bo bodoči za pešce in kolesarje in pa pravzaprav podvoz za osebna in tovorna vozila v samih Lescah, tako da se res veselimo teh projektov, ki bojo drastični, ki jih prej ni bilo. Moram pa še omeniti, da v Zalošah bo tudi podvoz, kjer bo navezava na bodočo industrijsko cono, kjer imamo po prostorskem redu tam tudi možnost umestiti to in pa jasno tudi na kmetijska zemljišča.